snemati. Ok, se slišimo? Halo, halo. Ja. Ok, Ja. še enkrat se vam opravičujem, da je to danes se malo zavleklo, ampak bomo zdaj kmalu začeli. Ok, torej danes je tema našega predavanja Nebesna mehanika prvi del. Stvar je v tem, da smo se odločili, da je to poglavje mogoče malo obsežnejše in ker ne moramo predelati v enem srečanju, zato sva se s kolegom Simonom odločila, da bom v prvem srečanju jaz povedal osnove nebesne mehanike, potem v drugem srečanju bo pa Simon nadaljeval z nekaterimi mogoče nekoliko zahtevnejšimi temami. Tako nekako približno bo to šlo. Danes si bomo v resnici pogledali stvari, ki jih vi že v veliki meri znate. Se pravi, pogledali si bomo stvari, ki ste jih vi že znali za državno tekmovanje in tako dalje. Tako da, ja, samo da še priključim tole grafično tablico. Ok, v redu. Super. Torej, super, tako. Ok, bomo kar začeli. Torej, danes se bomo pogovarjali o tem, kako se telesa gibljejo v okolici nekih masivnejših zvezd, recimo zvezd, oziroma teles drugih, no, planetov in kakorkoli naprej. In mogoče je najboljše, da začnemo s čim drugim kot s prvim Newtonovim zakonom oziroma z Newtonovimi zakoni nasploh. Se pravi, kdo se bo opogumil in povedal, kaj pravijo Newtonovi zakoni? Zdaj, jaz se zavedam, da sem zadnjič končal nekje na sredini, tako da bom danes mogoče šel po seznamu od zadaj. Se pravi, Žiga, kaj je to, Vučank ali nekaj takega. Halo? Zdravo. Zdravo. Ok, dajva midva na hitro Newtonove zakone ponoviti. Newtonov zakon, Prvi. prvi Newtonov zakon pravi, da je sila oziroma da če se telo spreminja enakomerno, pol je rezultanta sile enaka nič. Tako je, zdaj, če se telo giblje enakomerno, enakomerno oziroma miruge, no, to ustreza ravno trenutku, ko je vsota vseh sil na telo enaka nič. Tako, ne? A sam jaz ne vidim screenshara? A se screenshara? Z Discord sharaš? A ne screenshara? Samo Ne. Ok, to bi pa zdaj moralo biti. Evo, a se vidimo zdaj? Tole? Ja. Ja. Ok, super. V redu. Torej, prvi Newtonov zakon, ja, telo miruje ali pa se giblje enakomerno, če je vsota vseh sil nanj enaka nič. V redu. Oziroma, če in samo če, zadeva velja v ekvivalenčnem smislu. Ok. Zdaj, drugi Newtonov zakon, morda najpomembnejši, vsaj ko obravnavamo dinamiko teles, kaj pravi? Da če se telo giblje nekim pospeškom, je rezultanta sile enaka m-krat a. Ja, se pravi, če gledamo neko rezultanto sil, se pravi, označimo kot Fr oziroma vsoto vseh sil, ki delujejo na telo. No, potem je torej, drugi Newtonov zakon trdi, da je ta vsota sil oziroma rezultanta ustreza masi množeno s pospeškom telesa. Takole. Se pravi, to je nujno, je to vsota vseh sil. To je recimo včasih mogoče napačna interpretacija, oziroma če se spomnite, to so ti vici, ki vam jih kakšni stari profesorji povejo, recimo, kako si zapomnite ta temelj za Newtonovo mehaniko, se pravi, F je m-krat a, F kot fičo je mali avto. Se pravi, tako nekako to poteka. No, to nam je enkrat en profesor na enih pripravah povedal in potem nas prepustil.
ustvarjanju fizike. Skratka, Fičelovi mali avto, F je m krat a. Tako, okej, no pa dajmo zdaj pogledati tretji Newtonov zakon. Kaj pa ta pravi? Ja, da če prvo telo deluje na drugo z neko silo, drugo telo nasprotuje z enako veliko silo na prvega, samo da je nasprotno obrnjeno. Tako, ja, se pravi, to je tako nekako, če jaz profesorju matematike, ki mi gre na živce, dam šamar, to pomeni, oziroma, če on da meni šamar, ker sem bil kao poreden, pa nisem domače naloge naredil, to pomeni, da jaz lahko njemu vrnem šamar nazaj in to z nasprotno enako silo. Se pravi, enako, ampak samo njemu v fris, ne meni. Ja, zdaj to mogoče ni čisto najboljša interpretacija, zato ker če si predstavljate tukaj glavo od torej učitelja, pa če mu date šamar, potem to že v istem trenutku tudi na vašo roko nazaj deluje, torej sila glave oziroma lica na roko. Tako da ne morete si glih domišljati, da lahko s metodo tretjega Newtonovega zakona postanete strah in trepet na vaši šoli, ampak ja, no, tako nekako deluje. Skratka, zakon o akciji in reakciji. V redu. Dobro. Se pravi, samo toliko, da ponovimo samo gibanje v zvezi z Newtonovimi zakoni. No, zdaj bomo pa še pogledali, se pravi, če napišemo ta drugi Newtonov zakon, se pravi F, oziroma vsota sila, okej, oziroma sila rezultanta je m krat a. Ja, no, zdaj obstaja še neka alternativna različica tega zakona, če ga pomnožimo z nekim delta t, torej kratkim časom, se pravi, če imamo tukaj fr delta t je enako m krat a krat delta t. No, in zdaj ta stane, torej, baterija je slaba, samo malo, da to priključim. Aha. Okej, ja, no, skratka, če to množimo z enim, sem priključil na polnilec, skratka, če torej pomnožimo to z enim kratkim momentom časa, no, potem se začnejo zanimive stvari dogajati. A krat delta t sam po sebi čemu ustreza? Kaj je a krat t? Pospešek krat čas. Kaj to pomeni? Ja, to je kar sprememba hitrosti. Tako, to je kar sprememba hitrosti, se pravi, to je kar m v oziroma delta v, ne, m delta v. M delta t je m delta v, ja. Se pravi, m delta v je pa recimo m krat v na koncu minus m krat v na začetku. No, in ta količina m krat v, kot ste jo še sami spoznali v srednji šoli, se imenuje kar gibalna količina. Se pravi, vektor, torej, ki ga dobimo tako, da skalarno množimo m z vektorjem hitrosti, imenujemo gibalna količina. In sprememba gibalne količine je enaka temu, se pravi f krat delta t, to količino pa imenujemo sunek sile. Sile f, se pravi, to je enako spremembi gibalne količine in tej trditvi pravimo, se pravi, izrek o gibalni količini. Se pravi, da je sprememba, torej, da je sunek sile enak spremembi gibalne količine, temu se reče izrek o gibalni količini, sama definicija se pa nanaša, da je gibalna količina, če zapišemo z vektorji, m vektorsko v. Tako. Okej. V redu. No, zdaj, ko definiramo gibalno količino, potem lahko zraven definiramo še vrtilno količino, ki je mogoče iz srednje šole ne poznate tako zelo natančno, se pravi vrtilna količina.
Tako. Ja, no, skratka, vrtilna količina pa ni samo torej skalarni produkt nekega skalarja z vektorjem, ampak gre za vektorski produkt. In ta vektorski produkt, se pravi kot vrtilne količine, je definiran kot m krat vektorsko r krat v. Zdaj, k operaciji vektorskega produkta same po sebi vi iz gimnazije ne poznate, lahko pa vam povem, da je rezultat vektorskega produkta, torej produkta, ki ga izrazimo s takim, torej operacijo izrazimo s takim križcem, je vektor, torej nov vektor, ne skalar, in to je vektor, ki je pravokoten tako na v, recimo, če ga tako narišem, kot na r. Se pravi, če je to vektor r pa vektor v, je vektorski produkt njun, se pravi r krat v, pravokoten na oba. Tako. Ampak ni toliko bistveno, da to zadevo razumete, ampak samo tako, da si predstavljate, ne, se pravi, vektorski produkt je nov vektor, ki ga dobimo na tak način, se pravi, smer je pravokotna na oba prvotna vektorja, njuna velikost, torej velikost tega vektorja je pa velikost vektorja razdalje, oziroma temu rečemo radij vektorja, hitrosti, pa seveda še imamo maso spredaj, potem imamo pa tukaj še sinus kota med razdaljo oziroma med tem radij vektorjem in hitrostjo. Tako da tako izračunamo hitrost vrtilne količine. Če hitrost kaže pravokotno na radij vektor, takole, to se na krožni orbiti skozi dogaja, na eliptični predvsem dvakrat, takrat je potem ta kot tukaj kar pravi in izraz preide v MRV. Ampak s tem se bomo v nadaljevanju, torej izraz za dolžino preide v MRV in s tem se bomo v nadaljevanju bolj srečevali. Samo tako, da se srečamo z vrtilno količino kot tako. In vrtilna količina, podobno kot energija, se sama po sebi ohranja, če na sistem ne deluje noben zunanji navor. Se pravi, v primeru gibalne količine smo imeli silo, sunek sile, ki lahko deluje na sistem in s tem povzroči spremembo gibalne količine. Tukaj imamo pa podobno trditev za vrtilno količino, samo da se ta spremeni izključno, če deluje kak zunanji navor, ampak v primeru nalog, ki bomo reševali, ponavadi tega ni. Samo še en komentar, ponavadi v srednješolskih učbenikih se vrtilna količina označi s tem velikim gama, v angleški literaturi je ponavadi L, tako da jaz bom mogoče bolj L uporabljal. Ampak samo tako, da veste, da je tudi velik gama lahko. Analogija, kot je recimo J, vztrajnostni moment, pa ke je v angleščini I. Nimamo kaj, ne. Oznake so, kakršne so. Okej. V redu, no, zdaj si mogoče na hitro pogledamo še, zdaj smo pogledali Newtonov zakon in na hitro vrtilno in gibalno količino, zdaj si pa oglejmo še enakomerno kroženje. Se pravi, če imamo neko telo z maso recimo velik M v sredini in okrog njega kroži neko telo z maso mali m pod vplivom gravitacije in lahko zapišemo vse pogoje, enačbe, ki za to kroženje veljajo. In za začetek, se pravi, lahko napišemo samo edino silo, ki deluje na to telo. Zdaj pa naj se kdo javi, kdo bo dovolj bogumen, da bo rekel, da na to telo deluje sila česa že? Edina. Radialna sila. Tako, neko vlogo radialne sile, ampak katera je realno, tako, realno edina sila, ki deluje na telo? Gravitacija. Gravitacija, tako, ne. Se pravi, gravitacija kaže v središče. Tako, in vedno kaže v središče, ne. Se pravi, tudi če se to telo premakne recimole semle, bo ta gravitacijska sila kazala v središče. In če neka sila vedno kaže v središče, torej v neko vnaprej izbrano točko, takemu gibanju pravimo kroženje. Oziroma enakomerno kroženje, ne. Se pravi, tako, ne, se pravi, neka sila skozi kaže proti središču. Ta sila, torej gravitacijska sila,
že vsi veste, da je enaka produktu, oziroma bomo kar njeno velikost napisali, a ne. Se pravi, gravitacijska sila kaže proti drugemu telesu in je enaka produktu mase nekega telesa, drugega telesa in njuni torej deljeno z njuno razdaljo na kvadrat. Takole, če je tole R. To je torej velikost gravitacijske sile, sama pa pač deluje na recimo to telo z maso malima proti telesu z maso veliki M in tudi na telo z maso veliki M deluje ta ista sila in to po tretjem Newtonovem zakonu. Torej, telo z maso malim M deluje na telo z maso veliki M. Tako da, ja, torej in velikost sile je takšna, ne. V redu. Torej, odvisna je predvsem od mas obeh teles, večja, ke je masa, večja je sila, pa obratno sorazmerna s kvadratom razdalje med njima. In če rečemo, da to telo kroži, se pravi, je gravitacijska sila tista sila, ki kaže proti središču kroženja, tako da lahko zapišemo, da ta sila ustreza tako zvani centripetalni sili, radialni sili, kakorkoli že, ki je poznana pod več imeni, mogoče najbolj znana je recimo mv na kvadrat z r, to je ena enačba, pol imate recimo tudi m omega kvadrat r ali pa kar m omega v, nekaj od tega, to že vsi poznate iz gimnazije. No, in iz tega ponavadi lahko veliko zanimivih stvari izpeljemo, če čisto izhajamo recimo iz te prve, torej teh prvih izrazov, dobimo, da je g m volumeno tukaj je pa r kvadrat. Torej z r kvadrat enako mv na kvadrat z r in iz tega potem, torej tukaj se kar masa krajša in dobite izraz za hitrost kroženja. Se pravi gm deljeno z r. Torej, s tem se izračuna hitrost kroženja po neki krožni orbiti. To že vsi poznate, ta hitrost, sploh če govorimo o tem, da telo kroži okoli Zemlje, imenujemo prva kozmična hitrost. No, ampak kaj pa lahko iz tega kroženja ven pogruntamo? Mogoče, če vzamemo ta drugi izraz, se pravi, da vzamemo torej izraz za velikost gravitacijske sile, pa tale, se pravi, centripetalna sila izražena s kotno hitrostjo. Potem bomo imeli, se pravi, da je da je g m volumeno z r kvadrat enako m omega na kvadrat r. Omega je kotna hitrost in ustreza 2pi deljeno s t0, kjer je t0 obhodni čas planeta okoli Sonca. Tako da v skladu s tem dejstvom lahko napišemo tovrstno enačbo. Se pravi, m 2pi volumeno s t0 na kvadrat krat r. No, zdaj pa če tole malo polepšamo, tale r na kvadrat lahko vržemo na to stran, t0 bo tukaj ostal in dobimo izraz, da je r na 3 volumeno s t0 na kvadrat enako, se pravi, gledamo konstante, ta m je majhen v resnici in se krajša s temle. Dobimo, da je to gm volumeno 4pi na kvadrat. No, in to enačbo pa že vsi v resnici poznamo, kako se imenuje. Tretji Keplerov zakon. Tretji Keplerov zakon, ampak za katere orbite eksaktno smo ga mi izpeljali? Ja, to je res, to je tretji Keplerov zakon, ja. Se pravi, kaj smo mi upoštevali pri tej orbiti? Kakšna je? Na K. Ja, krožne orbite. Krožna orbita, ja, se pravi, ta orbita je krožna. Ampak kaj pa, mislim, kaj so vas pa nadobudni profesorji astronomije in fizike učili pri prvih urah astronomije? Se pravi, kaj v resnici povejo Keplerjevi zakoni? Za katere orbite veljajo? A res zgolj za krožne? Kaj pravijo Keplerjevi zakoni?
Še za eliptično. Tako, Keplerjevi zakoni v splošnem veljajo za eliptične orbite. In ravno prvi Keplerjev zakon kaj že točno pove? Se pravi, da je orbita elipsa in kaj še pove? Kaj je v enem izmed ključnih točk elipse? Je to telo, okoli katerega kroži. Ja, se pravi, recimo Sonce oziroma zvezda, karkoli že, se pravi, Sonce je v gorišču elipse. Karkoli že gorišče elipse je, tega še nismo sploh definirali. Ampak dejstvo je, da je orbita okrog Sonca oziroma katerekoli druge zvezde povezana z eliptično geometrijo. Kaj potem drugi Keplerjev zakon pove? Da enake ploščine opišejo v istem času. Ja, se pravi, če si tako narečemo tole zdaj famozno elipso, ki je podobna marsičemu drugemu, in tukaj znamenito Sonce. Ja, in zdaj recimo že gledamo en mesec, naredi Sonce, torej se premakne iz točke 1 v točko 2 in opiše ploščino osenčeno. Pol je pa recimo enkrat v prisončju, v periheliju, ki pa opiše tako ploščino od točke 3 do točke 4 in izkaže se, da je ta ploščina v enakem časovnem intervalu enaka. Se pravi, temu rečemo, recimo, da je ploščinska hitrost enaka oziroma konstantna, no. Okej. Potem pa samo še na hitro tretji Keplerjev zakon, ki smo ga pa dejansko zdaj skoraj neki fake izpeljali. Kaj pa ta pravi? Da je razmerje obhodnega časa na kvadrat ulomljeno z velike pol osi za primer eliptičnih kroženc na kubik enak za vse planete v sistemu, to se pravi okoli te centralne zvezde, v našem primeru Sonca. Ja, se pravi. Zdaj velika polos, kaj sploh je, v resnici je to pojem, ki se navezuje na elipse in ga še ne poznamo. Ampak če gledamo samo za krožne orbite, se pravi, da je polmer te orbite na 3 polomljeno z obhodni čas tega planeta okrog Sonca recimo konstanten. In čemu je enak? Zdaj, na neki točki lahko rečete, da je to enako neki Keplerjevi konstanti, za vse planete enako okrog Sonca, ampak čisto mehansko se pa to izide v G, tukaj imate potem vsoto mas planeta pa Sonca in ponavadi ta člen tukaj kar zanemariti, ker je bistveno manjši od mase Sonca, deljeno s 4 pi na kvadrat. In to je potem tretji Keplerjev zakon. Za krožne orbite, če imate pa eliptične orbite, pa tukaj namesto R pišete velika polos A. Ampak mi v resnici sploh ne vemo, kaj velika polos je. Tako da glede na to, da smo zdaj že toliko začeli govoriti o eliptičnih orbitah, predlagam, da je skrajni čas, da si pogledamo malo osnove elips in ostalih stožnic. Se pravi, gremo to pogledati. Stožnice. Okej. Zdaj, če si vi predstavljate stožec, takole, krožec, se pravi nek stožec, ki ga želite prerezati z ravnino. To lahko naredite na več različnih načinov. Recimo, če režete z ravnino, ki je vzporedna osnovni ploskvi stožca, boste tukaj prerezali v nekaj, kar bo v resnici navadna kroženca. Se pravi, če režete stožec z ravnino, ki je vzporedna tejle osnovni ploskvi, dobite lahko kroženco. Zdaj, če zvenkate pod nekim malim kotom, takole, potem tukaj lahko dobite elipso. Zdaj, če sekate pod malo večjim kotom, lahko dobite parabolo. Takole, ne, recimo. Dobite parabolo. Če pa čisto tako presekate, se pravi pokončno, recimo, dobite pa hiperbolo. Se pravi, v bistvu s tem, ko presekate stožec z ravnino na različne načine, lahko dobite različne krivulje, ki jih spet sploh ne poznate. Zdaj, pred kratkim je
gospod doktor Boštjan Kuzma napisal članek v Preseku, kjer navaja, da se parabola kot pojem v srednji šoli spozna zgolj kot graf kvadratne funkcije. In seveda to gotovo vsi veste. Se pravi, če imamo graf funkcije x na kvadrat, se temu grafu reče parabola in tako nekako pač malo zgleda. Ampak v 4. letniku, tisti, ki še niste v 4. letniku, boste to dočakali, ostali ste najbrž že obravnavali, se obravnava tudi poglavje, ki se mu reče krivulje drugega reda oziroma stožnice. In tam se dobro spozna, kaj parabola je. In tudi kaj elipsa je. Tako da dajmo zdaj te pojme dejansko definirati. Torej, izhajali bomo iz geometrijskih definicij, se pravi elipsa. Ok, pa da vidimo, kdo mi lahko pri tem pomaga. Se pravi, ok, Patricija, Jan, če si z nami, mogoče ti lahko tukaj pomagaš. Ja, kaj moram? Ja, se pravi, mi da bi rada kaj je geometrijska definicija elipse? Kaj je elipsa? Pač nek krompir, ok, ampak kaj je zares? Kako natančno opredelimo, kaj je elipsa? Ne vem točne definicije, no. Elipsa je neka sklenjena ravinska krivulja, kjer je vsota razdalj katerekoli točke gorišč stalna. Torej, krožnica je definitivno neka množica točk v ravnini, ampak kaj za njih velja? Za krožnico, da so vse točke na krožnici enako oddaljene od središča. Tako, ki so vse oddaljene enako od vnaprej izbrane točke, ki pravimo središče. To je torej ta S. To je krožnica torej. Zdaj, elipsa je podobna zadeva, samo da ne gledamo ene točke, ampak dve. Spravi imamo točki recimo F1 in F2 in elipsa, torej tukaj gor sem napisal, je množica točk v ravnini, za katere velja, da je vsota razdalj posamezne točke od prvega gorišča in drugega gorišča konstantna. Se pravi, kamorkoli jaz na tej krivulji narišem tale rdeč pas, od prvega gorišča do krivulje pa do drugega gorišča, na takle način, takole, mora biti ta vsota razdalj, torej dolžina tega rdečega, torej te rdeče črtice, mora biti enaka. In to je elipsa, se pravi, množica točk, za katere velja, da je vsota razdalj od dveh vnaprej izbranih točk konstantna. In na podlagi tega, ko pač upoštevamo to geometrijsko definicijo elipse, lahko pač to konstantno razdaljo izrazimo in recimo v nekem mejnem primeru ugotovimo, da je ta razdalja kar enaka dvakrat temu, torej da je kar enaka temu, bi lahko rekli, velikemu premeru elipse. Ker če naredimo tukaj dve te karakteristični točki gorišči, pa si izberemo neko točko, spravi tukajle na elipsi, pa mora biti razdalja od prvega gorišča do te točke, pa od te točke do drugega gorišča konstantna. Zdaj pa gremo pogledati, tale razdalja tukaj pač je, kot je. Tale košček razdalje tukaj, recimo mu x, je pa isti kot tukaj, zaradi simetrije. To pomeni, da je v resnici, če označimo to razdaljo d1 pa to d2, je d1 plus d2 glih enako temu veliki dimenziji elipse. In v ta namen potem definiramo dve stvari, in sicer veliko in malo polos. Velika polos bi lahko rekli ta velik
polmer v navednicah elipse, mala polos, torej označimo z A po navadi, mala polos je pa mali polmer elipse, torej ta manjši del, po navadi z B označimo. In ja, vsota teh razdalj očitno v skladu z definicijo mora biti ravno 2A. Ker tale razdalja tukaj, se pravi širina elipse je 2A. Ker je A velika polos. Okej. Elipsa je množica točk, ki so enako oddaljene od dveh vnaprej izbranih točk, ki ju imenujemo gorišči. Karakteriziramo jo z veliko in malo polosjo in zdaj lahko pogledamo še kakšno posebno zvezo med njima. Zdaj, čisto matematično, če vas zanima, je enačba elipse, če bi jo narisali v kakšen grafični program, kot je recimo GeoGebra ali pa Desmos ali pa karkoli takega, bi dobili, spravi, da je x na kvadrat vlomljeno z a na kvadrat plus y na kvadrat vlomljeno z b na kvadrat enako 1. To je skratka enačba elipse. V tem smislu. Samo pri astronomiji vam to ne bo prav zelo prišlo. Okej. Mogoče vam pa prvo prišla povezava med samim A pa med B, kot smo jo zdaj definirali. Pa dajmo zdaj še eno skico narisati. Se pravi, mi vemo, da vsaka točka mora biti od gorišč torej v smislu vsote enako oddaljena. Se pravi F1 pa F2. Zdaj, mi smo že pogledali poseben primer, ko leži izbrana točka na zvezdnici F1, F2. Tole, ta razdalja je tukaj 2A. Vidite, meni to zelo prekinja, pa moče preostalih, da sem pri meni. Povejte še ostali, kako vam prekinja. Mislim, če vam prekinja, potem moramo kaj pomagati. Ja, meni tudi ful prekinja. Čak. Ja, zdaj pa kaj ćemo narediti samo. Mogoče lahko dam ta telefon, ki mi internet povezuje kam na kakšno drugo mesto, kjer je bolj sama. Okej, a se to bolj sliši? Zdaj boljš, ja. Okej, ja. Mislim, da sem imel telefon v enem kotu, ki je slabo internet lovil. Okej. No, skratka, ja. Če označimo to elipso, torej tukaj je veliko polos, tukaj je malo polos, tukaj recimo njeno središče, gorišči smo že označili. Navadno označimo razdaljo od gorišča do središča elipse, torej točke, ki leži simetrično glede na gorišči, označimo s C. No, če si recimo pogledamo eno točko, torej recimo tukajle gor, se bom stežakal. Se pravi, recimo pogledamo si eno točko tukajle gor, ki leži pravokotno nad S, recimo X, in vemo, da ta točka mora ležati od točk F1 in F2 za neko konstantno razdaljo in za to razdaljo smo ugotovili, da je enaka 2A. Ampak, koliko je enaka vsota razdalja točke X od F1 pa F2? To je vprašanje, ki ga vprašam naslednjega kandidata, oziroma kandidatko, Nika Videnšek, ti si trenutno na vrsti. Je pa 2A? Se pravi, ja, torej vsota razdalja med F1 pa X pa F2 pa X mora biti konstanta in mi vemo, da mora biti enako to 2A. Zdaj pa kako pa lahko to še drugače izrazimo? Če vemo, da je tole tukajle B, to pa C. C je torej ta razdalja med F1 pa S. Lahko rečemo, da je na kvadrat C na kvadrat plus B na kvadrat. Ja, čemu to ustreza? Torej, Pitagorov izrek. Tako, ja. Se pravi, velja, da je, se pravi, če gledamo tale pravokotni trikotnik X, S pa F, se pravi, velja, da je B na kvadrat plus C na kvadrat enako A na kvadrat, torej ta razdalja tukaj ustreza ravno A, ker mora biti X
f1 plus x f2 mora biti enako 2a, ampak ker je torej zaradi simetrije mora biti ta polovična razdalja polovico 2a, torej a. Torej velja tak čisto preprost Pitagorov vzrek, da je a na kvadrat enako b na kvadrat plus c na kvadrat. Okej. To je zdaj zveza, s katero lahko pretvarjate med a pa med b, če poznate c. Ampak ponavadi to sploščenost elipse, kot temu pravimo, se pravi, koliko je elipsa sploščena, ne koliko je velika ali pa koliko je okrogla, ampak koliko je sploščena, pravimo, se pravi sploščenost. To opredelimo z nekim številskim faktorjem, ki se razteza od 0 in 1, ki mu pravimo ekscentričnost. In ekscentričnost je v resnici razmerje med razdaljo c, se pravi razdaljo med središčem in kuriščem, torej razdaljo c in razdaljo a, tole veliko polos. To je velika polos. To je pa v resnici razdalja, to je razdalja med središčem in kuriščem. Ja, okej. Tako. Okej, torej na tak način definiramo, koliko je elipsa sploščena. Če je faktor e enak 0, govorimo o krožnici, če je faktor e enak 1, potem je ta elipsa zelo sproščena, tako da je v resnici rata neka daljica oziroma po kakšni drugi definiciji tudi parabola. Ampak skratka ja, glede na sproščenost elipse, potem jo lahko izračunamo s to ekscentričnostjo, ki jo pravimo tudi bolj eksaktno numerična ekscentričnost. V redu. Torej to so zdaj osnove za elipso. Zdaj, če izrazimo tole enačbo zgoraj, ta Pitagorov vzrek, ki smo ga zapisali še s to definicijo ekscentričnosti, dobimo, da je a na kvadrat enako b na kvadrat plus c je pa v bistvu a krat e na kvadrat. No, in zdaj, če damo tale a krat e člen na drugo stran, dobimo, da je a na kvadrat oklepaj 1 minus e na kvadrat enako b na kvadrat. Iz tega recimo izrazimo lahko b, se pravi, to je enako koren iz 1 minus e na kvadrat krat a. Tako da to je pa potem tista osnovna zveza, ki povezuje malo in veliko polos s pomočjo ekscentričnosti, ki nam pove, koliko je sploščena dana elipsa. Takole. V redu. To so zdaj čisto osnove elips. In zdaj čisto podobno, se pravi, ko smo definirali elipso kot množico točk, ki se od danih dveh vnaprej izbranih točk, torej da je vsota razdalja od teh dveh točk konstantna, lahko zdaj po podoben način definiramo še parabolo. Se pravi, parabola je pa množica točk, ki je zdaj pa ne od dveh točk vnaprej izbranih, ampak od dane premice in točke, se pravi, množica točk, katerih razdalja do vnaprej izbrane premice in vnaprej izbrane točke je konstantna. Pri elipsi smo imeli dve točki, kjer smo gledali dve razdalji, tukaj imamo pa eno premico pa eno točko. Se pravi, in tej premici ponavadi rečemo vodnica, tej točki pa gorišče enako. In če mora biti razdalja do njiju konstantna, ja, zdaj, kako bi to pol narisali? Samo malo, ja, skratka. Tukaj nekje bo potekalo teme in bo takole parabola. Čeprav je to zdaj slaba skica, ampak skratka. Če izberemo poljubno točko, je D1 plus D2 konstantno. No, in zdaj samo, da ne bomo delali krivice še hiperboli, lahko za njo navedemo geometrijsko definicijo.
A ne gre parabola med kuriščem pa vodnico? To je seveda res, pardon, takole, ne. Ja, ker mora biti tukaj razdalja konstantna, to sem se zmotil, pardon. Bom tole pobrisal, ampak hvala za popravek vsekakor. Takole, ja, no. A ni potem tukaj le pa je razlika razdalje do vodnice pa do točke konstantna? Samo malo, da tole porišem. Takole. Okej, to zdaj v redu izgleda. Ja, no, zdaj pri paraboli je treba to malo, ja, pardon, to sem zdaj jaz eno napako grdo naredil. Skratka, pri paraboli je treba paziti, se pravi, ja, v bistvu je vsota razdalj, bi lahko rekli, na neki način že konstantna, samo gre za to, da mora biti razdalja posamezne točke enako oddaljena od kurišča pa od vodnice. Se pravi, tole je v bistvu, sem malo se zmotil, skratka, gre za to, da mora biti razdalja od vodnice enaka razdalji od gorišča vedno. Torej, parabola je množica točk v ravnini, ki so enako oddaljene od premice in od gorišča. Torej, tole je D1 pa D2. Se pravi, tole mogoče malo bolj takole poteka, ampak ja. Pardon za tale, torej, pobeg iz realnosti. No, ampak pri hiperboli pa vsekakor velja, da če smo imeli torej pri elipsi vsoto razdalj, gledamo pri hiperboli razliko razdalj, se pravi, zberemo dve poljubni točki in je hiperbola množica točk, katerih razlika razdalj je konstantna, torej do gorišč, ne. In če takole potem narišemo en tak pravokotniček okrog tega, tukaj imamo spet veliko polos hiperbole, malo polos hiperbole, pol pa podaljšamo te asimptoti hiperbole, potem dobimo takole hiperbola, nekaj takega. To tukaj je pa točka, ki se imenuje teme. Se pravi takole. Tako nekako pa hiperbola izgleda. Zdaj, zakaj se s tem toliko ukvarjamo? Izkaže se, da orbite planetov, teles, ki krožijo okrog Sonca in ostalih zvezd, so lahko ravno eliptične, v posebnem primeru krožne, parabolične ali hiperbolične. Se pravi, imajo tako geometrijo, kot smo jo mi tukaj opisali. In okej, mogoče se za zdaj zadržimo pri samih Keplerjevih zakonih, ampak res pogledamo to v bolj eliptičnem smislu. Se pravi, prej smo jih samo na hitro navedli, zdaj pa dajmo bolj jih zares jemati. Se pravi, kaj pravi prvi Keplerjev zakon? Se pravi, orbita planeta okoli Sonca je elipsa, Sonce je v enem izmed gorišč. Se pravi, tole je Sonce, neka orbita planeta, ki je eliptična z veliko polosjo, recimo je A, z malo polosjo, recimo je B, in to gorišče je od samega središča elipse, torej na tej v tej somerni točki oddaljeno C. In kaj lahko mi iz tega zdaj zapišemo? Zdaj, kot smo že prej za same elipse na splošno zapisali, velja, da je A na kvadrat enako B na kvadrat plus C na kvadrat je enako B na kvadrat plus AE na kvadrat in potem iz tega zapišete ono formulo za B,
ki je koren 1 minus e na kvadrat krat b. Okay. Potem druga stvar pa je, da lahko, se pravi, na podlagi tega, da veste, da je Sonce v enem izmed gorišč in da se Zemlja recimo, na primer, premika po eliptični orbiti okrog njega, izračunate, koliko je najbližja in najbolj oddaljena razdalja, se pravi, če poznamo to sploščenost oziroma ekscentričnost elipse. Se pravi, recimo, da bo ta najbližja razdalja enaka razdalja p, ta najbolj velika razdalja, torej najbolj oddaljena razdalja bo razdalja a kot razdalja tukaj perihelija, tu pa razdalja afelija. Okay. In zdaj te razdalje lahko izrazimo s pomočjo danih ekscentričnosti in velike polosi. Se pravi, razdalja v periheliju ustreza ravno razliki veliki polosi pa te razdalje tukaj med središčem in točko F. Kaj pa to ravno je? Se pravi, razdalja v periheliju je a minus ta razdalja tukaj pa a krat e, čisto po definiciji ekscentričnosti. Se pravi, tole je c in c je a krat e. Torej, to je a 1 minus e. In razdalja v afeliju je v resnici enako isto kot torej ta dvakratna razdalja, se pravi, če gledamo čisto ta cel veliki premar, ali kako bi temu rekli, torej dvakratnik velikih polosi, minus razdalja v periheliju, za katero pa pač vemo, da ustreza a 1 minus e. In če to poračunamo, dobimo glih, kaj to spravi a 1 plus e. In če te dve razdalji seštejemo, dobimo ravno 2a. Ja, in to je v resnici to, ne. Tako da s Keplerjevim prvim zakonom si lažje na tak način pomagate. Se pravi, veste, da je orbita elipsa, torej vem, da je na neki točki telo najbližje telesu in najbolj oddaljeno od telesa in te dve oddaljenosti znam tudi izračunati kot razdalji v periheliju in v afeliju. Takole. Okej. Sicer se pa ta prvi Keplerjev zakon izpelje, se pravi, kako se v resnici sploh dokaže, da je ta orbita elipsa. To je bolj zakomplicirana stvar, ampak dejstvo je, da z čisto osnovnimi zakoni mehanike vpeljete tudi reducirano maso in take stvari, ki bojo prišle v poštev na naslednjem predavanju iz nebesne mehanike. No, in na koncu ugotovite, da je ta razdalja torej od Sonca R odvisna od kota, se pravi, če ga označimo kot fi, na sledeč način. Se pravi, da je razdalja enaka a 1 minus e kvadrat vlomljeno z 1 plus e kosinus teta. Oziroma, ja, tako teta, ne. In če naredite to izpeljavo, ugotovite, da je oddaljenost odvisna od tega kota na sledeč način. Ta enačba je pa polarna enačba elipse. Oziroma enačba elipse v polarni obliki. To polarna oblika pomeni, da vam pove razdaljo in kot, ki se torej pove vam odvisnost razdalje od posameznega kota, R od teta. In ko naredite izpeljavo, vidite, da pride ravno polarna oblika enačbe elipse, torej mora biti orbita ravno elipsa. Ampak tej izpeljavi se bomo zdaj izognili, ker ni to fokus današnjega predavanja. Samo tako, da veste, kaj je ideja. Skratka, zakoni fizike dajo, da mora biti zadeva, torej dati obliko polarne, torej orbita biti polarna oblika elipse. Okej. Zdaj gremo lahko na drugi Keplerjev zakon. Kaj pa že ta pravi? Še enkrat naj se kdo oglasi pa pove. Da je ploščinska hitrost pač planeta po orbiti konstantna. Yes. Se pravi, zapišimo, torej zdaj pa mi že vemo, da smo na elipsah, pa da je tukaj nekje sonček in se mi nahajamo recimo tukajle. Pa gremo z njeno hitrostjo v takole.
pa se nahajamo na neki legi R, to označimo kot z nekim vektorjem, ki opisuje našo lego, pravimo mu radij vektor, se pravi s tem radij vektorjem v neki točki, v redu. In mi bi zdaj radi zapisali, se pravi, da je pločinska hitrost konstantna. Zdaj, če pogledamo čisto tak majhen trenutek, ko se telo samo v nekem malem času delta t premakne naprej s hitrostjo v. Zdaj, vprašanje je, kakšno ploščino pri tem opiše. In če mi vemo, kako ploščino opiše, potem lahko izrazimo hitrost spreminjanja ploščine kot delta S v delta t. Se pravi, dajmo najprej to ploščino oceniti, kakšna bi bila. Pa lahko rečemo, da je to tak trikotniček majhen. Kaj pravite? Kako izračunamo ploščino trikotnika? Vsak osnovnošolec ve, da se ploščino trikotnika izračuna kot. Zdaj bomo poklicali. Leo Pintar, ti gotovo to veš. Ja, tle bo R, pač ta razdalja, polovic krat V krat delta T, kaj pot, kaj naredi. Ja, se pravi, ta razdalja tukaj ustreza glih v delta T. Torej, razdalja oziroma višina je približno, če delamo to oceno, kar R. Tako. In ploščina trikotnika je ena polovica tega. Se pravi, ena polovica v delta T krat R. Super, se pravi, to je ploščina. Tako, to je ploščina, ampak mi gledamo to pločinsko hitrost, se pravi, to moramo še deliti s časom. Krajša se nam hitrost in potem dobimo sledeč izraz. Zdaj pa kaj iz njega nam v resnici sledi? Leo, bi še ti znal to povedati? Se pravi, v bistvu smo dobili, da je pločinska hitrost enaka ena polovica v krat R. In mi še trdimo, da mora biti ta stvar konstantna. To je najbrž torej drugi Keplerjev zakon pravi, da mora biti pločinska hitrost, ki jo mi na tak način znamo izraziti, konstantna. Kaj pa potem pravi? Ja, torej, če je R manjši, bo V večji, recimo v periheliju, v afeliju, če bo R manjši, bo rabila biti hitrost večja, ne? Torej, to je v periheliju, v afeliju bo pa R večji, bo pa hitrost manjša. Ok, to je vse res in se strinjam, iz tega bomo potem tudi izpeljali marsikatere zaveze med hitrostima v periheliju, afeliju pa razdaljama v teh točkah, ampak se pravi, mi smo rekli, da je pločinska hitrost konstantna. Katera fizikalna količina je v resnici konstantna znotraj trditve, ki jo opredeljuje drugi Keplerjev zakon? Kaj je tisto, kar se ohranja v tem sistemu? Ja, vrtilna količina. Ja, vrtilna količina. Kaj smo rekli, da je vrtilna količina? M krat V vektorski produkt R. Se pravi, vrtilna količina smo rekli, da je vektorski produkt R vektorsko V. Tako, a ne? Se pravi, če to še enkrat zapišemo, se pravi, z L po mednarodnih oznakah, se pravi R vektorsko V. Se pravi, to je nek vektor, ki kaže pravokotno na vektorja R pa V, se pravi, takole gor, in ima velikost v sinus fi, ker je fi kot med R pa V. Tako, ne? In zdaj ta produkt VR, če gledamo velikost, je v resnici, se pravi, če torej se znebimo tega fija, ker tukaj mogoče ni zares pomemben, ali pa je skoraj konstanten v nekem majhnem območju, tole je V krat R in V krat R je v resnici vrtilna količina deljeno z masa, pa še eno polovico imamo spredaj. Ampak okej, zdaj mi smo to računali itak zastavili tako, da kotov pa vektorjev pa vsega tega ne zares upošteva, ampak vendar. Se pravi,
No, tole je ploščinska hitrost, se pravi ds, delta S lomeno z delta T. In masa ve se, da je konstantna nekega telesa in mi imamo trditev, da je tole konstantno. Se pravi, drugi Keplerjev zakon ne pove nič drugega, kot da je vrtilna količina sistema konstantna. A ne? In to je tisto, kar nam ful velikokrat pomaga. Tako da ploščinska hitrost konstantna v bistvu pomeni vrtilna količina konstantna. To pa pomeni, da na telo ne deluje noben zunanji navor, ki bi vrtilno količino spremenjal. V redu. To je drugi. Zdaj pa poglejmo še tretji Keplerjev zakon. Tretji Keplerjev zakon se da izpeljati iz prvega pa drugega. Napišete oba dva pogoja pa malo integrirate pa dobite. Ampak zdaj pa dajmo ga mi še kar napisati, kaj že pravi. Se pravi, razmerje kuba velike polosi elipse pa kvadrat obhodnega časa je enako g krat m plus m. Se pravi, tole je masa prvega telesa, masa drugega telesa deljeno z 4pi na kvadrat. Se pravi, tukaj je zelo pomembno, da je tukaj noter vstavljena vsota mas. Ponavadi, ko računate za Sonce recimo, kar tole manjšo maso zanemarite, se pravi, če je m mali zelo manjši od velikega M, pol ta enačba pride kar v tole, ke jo vi mogoče ponavadi najbolj uporabljate. Takole. V redu. Zdaj pa za Keplerjev zakon včasih še uporabljamo eno bolj prikladno različico, mogoče če kdo izmed vas tekmoval na kakšni sanktpeterburški astronomski olimpijadi, ker je velikokrat pomembno, da znate stvari oceniti na roko, se pravi brez kakšnih famoznih računov in z raznimi konstantami in ne vem čim. Takrat lahko ta Keplerjev zakon zapišete v podobno obliko, se pravi, da je tole razmerje torej kuba velike polosi pa kvadrata obvodnega časa. Če damo kub velike polosi v astronomskih enotah, pa obhodni čas kar v letih, a ne, za Zemljo je to 1 astronomska enota na 3 je 1, pa 1 leto na 2 je 1, se pravi, ta konstanta pride 1. No, in da je to razmerje kar enako masi zvezde v Sončevih masah. Se pravi, če vi samo v resnici v to enačbo vstavljate vrednosti s primernimi enotami, v tem primeru astronomskimi, v tem primeru letih in tukaj Sončevih masah, potem lahko Keplerjev zakon na tak način zapišete in vam je tudi veliko bolj prikladen, če hočete na pamet kaj oceniti. Če vam jaz recimo rečem, da je velika polos nekega asteroida 4 astronomske enote, na primer, pol lahko in torej, da hodi okoli, torej da kroži okoli Sonca z maso, eno maso Sonca, pol vi lahko takoj na pamet ocenite, da je 4 na 3, se pravi, to je 64 in korente dobite 8, se pravi, da je obhodni čas takega asteroida 8 let. In to je stvar, ki jo lahko na roke naredite. V teh primerih je zato tudi tak zapis formule toliko bolj uporaben. V redu. Dobro, se pravi, tako, kar se samih izpeljav tiče, jih lahko kdaj drugič naredimo, mogoče ni bistveno, torej, da se obremenjujemo z njimi na tej točki. Je pa dejstvo, da se jih počasi lahko izpelje, da se jih pač ne samo napiše, kot smo mi tukaj naredili. Z eliptične orbite. V redu. Okej. Zdaj naslednje poglavje, ki ga bomo obdelali, bo energija orbit, ampak preden se mi tega lotimo, bi mogoče rešili kakšno nalogo. In zdaj imamo tole nalogo na meniju in bom nekoga povabil, da mi pomaga. Gašper, bi ti pomagal? Halo? Vidim, da si ugasnil mikrofon, samo nekam čudno to deluje. Halo, halo? Okej, če se Gašperja ne sliši zdaj, mogoče Blaž Gašperlin?
Ja. Okay. Ja, zdaj bomo mi to rešili. Se pravi, neka zvezda ima pomer 44 sončevih pomerov in maso 2,5 mase Sonca. In zdaj vprašanje je, ali si okrog zvezde lahko oblikuje planet z obhodnim časom 13 dni. Aha, se pravi, bi bilo treba zračunati, če je pomer orbite planeta manj večji od 44 er Sonca. Ja, zdaj Po mojem. lahko računamo pomer orbite, pa pol vidimo, kaj se sploh zgodi. Ker če je ta pomer slučajno manjši od pomera zvezde, Ja, saj, ja. pol v resnici to ne bo glih šlo. Tako da ja, dajmo probati. Sprej, kaj bomo zapisali? Se pravi, R kubski kvadrat je m v masah Sonca. Ja, se pravi, Pač A na enak, ker kvadrat je m, se pravi, v masah Sonca sem. Zdaj tako, a ne, zdaj ta čas bo treba v leta dati. Se pravi, A ja, v resnici pod tretjim korenom t nič na kvadrat v letih, a ne? Krat seveda krat m v masah Sonca, ja. Ja, zdaj koliko to je, a imaš še kalkulator pri sebi? Daj to poslušaj, enkrat. Drugače za vse tiste, ki ne veste, eno leto je približno pi krat 10 na 7 sekund. To se izkaže za zelo uporaben približek. Se pravi, če hočete pretvarjati med letom in sekundo, vam bo zelo natančno prišlo, mislim, a je to na 2 ali celo na 3 mesta natančno, če vzamete kot pi krat 10 na 7. To seveda pride, če pomnožite, se pravi, en dan ima, torej eno leto ima 12 mesecev, pa vsak mesec ima toliko pa toliko dni, pa vsak dan 24 ur pa 360, vsak 24 ur pa 3600 sekund, vsaka ura in potem dobite takle izraz, ne. Ampak ja, to je tako za na hitro kalkulator. Ja, a si dobil za A je po mojem približno ena, se pravi, 0,15 astronomske enote. 15 astronomske enote. Koliko je pa Premer Sonca je 1/100 astronomske enote. Premer Sonca. Aha, premer, ja, to imaš prvo, spravi, polmer je pa 1/200, a ne? Polmer je seveda 1/200, se pravi 1/200 krat 44 je Spravi, 44 tudi približno. AE. In to je pa, se pravi, to je manj, a ne, se pravi, to je 0,2, a ni? 0,2. To je cirka 1/44, ja, to je okay. Če delimo samo z 2, se pravi, to je 0,22 astronomske enote, a ne? Ja. Ja. 0,22. Se pravi, to je definitivno, se pravi, očitno je R več od ja, se pravi, če je R zvezda večji od polmera planeta, verjetno ta planet težko obstaja. Ja, pač ne more se formirati, zato ker pač tam fizično obstaja neka zvezda, pač mu tega ne dovoli. Tako da ja. Okej, hvala ti za pomoč. Zdaj naslednja naloga bi bila o asteroidu Ceres. In k reševanju vabim Anžej Jakovac, si z nami? Halo? Halo? Me No, dajmo mi ta Ceres rešiti. Se pravi, Ceres se nahaja v asteroidnem pasu Osončja in ima obhodni čas, se pravi, T nič je 4,6 let in ekscentričnost orbite 0,079. Tako. Okej. Zdaj pa nas zanima, koliko je velik, zdaj pač par vprašanj je, to povprečno hitrost vas bom oprostil, lahko se pa kdo potrudi za doma. No, ampak zdaj pa za začetek izkoristiti podatke, da izračunamo veliko polos. Kako bi to naredila? Ja, a na 3 T nič kvadrat je pač v masah Sonca. Ja, pa Ceres je kar okrog Sonca, se pravi to kar 1, a ne? Astronomske enote na 3 vlomljeno z leto na 2, se pravi iz tega dobiva za A, se pravi 4,6 na kvadrat, pa od tretji koren AE. Se pravi, koliko je A? Kar poračunaj.
Jaz sem dobil 2,77, recimo. Ali pa dajmo 2,8. Ok, za 2,8, spravi 2,8 astronomske enote. Ok. Zdaj pa smo A naredila. S pomočjo podanih podatkov oceni maso Sonca. Kaj pa zdaj tukaj mišljeno? Če so jo pa vendarle že upoštevala. No, zdaj mogoče kaj nama ekscentričnost sama po sebi pove. Ja. Kaj je razdalja med središčem in razmerje med razdaljo med središčem in goriščem pa veliko polosjo? Ja, kaj pa jaz vem. Jaz bi se mogoče, saj lahko pustiva ta del v primeru, ke midva to že midva sva to maso Sonca že v resnici upoštevala. Lahko bi sicer tudi okrog šla, ampak kot muca okrog vrele kaše, ampak zakaj? Mogoče pa probava C izračunati, a ne. Se pravi, izračunaj oddaljenost od Sonca v točki perihelija pa afelija. Se pravi, če si nariševa tole elipsico, po kateri Ceres kroži okrog Sonca, pa takole veliko polos oziroma njen dvakratnik. Tako. Tole je B. No, in nas zanima, koliko je razdalja Ceresa od Sonca v periheliju, pa koliko je v afeliju. Takole. In to si lahko pomagamo kar s podatkom o ekscentričnosti. Kako že gre tolele? Ta dvojica. Kaj? Ja, C je E krat A. C je E krat A. Koliko je pa potem ta razdalja perihelija? Če je tole je C, a ne? Koliko je pol tale razdalja? Je pač 2A minus, A minus C. Minus C, ja. To je pa Ona je pa verjetno A plus C. A, a ne? Se pravi, to je A ena minus E. RA je pa podobno, samo da je A ena plus E. No, zdaj to samo vstaviš v kalkulator, se pravi, RP je, za A smo dobili 2,8, če se prav spomnim, ja. 2,8 astronomske enote ena minus 0,079. Pride 2,6. Ok. Zdaj, veljavna mesta pa to, ko vprašaš svojega mentorja. Kako je s tem, jaz ne vem. No, pa druga možnost je pa, da tole, torej tukaj da prištejemo. To bi pa pač bilo 3,0. 3,0, seveda na dve veljavni mesti, ker če ne točko dobijemo, ne da. Tako ne. Ne, seveda ne, važno je, da znate oceniti. Zapise, na katerih bi na maturi izgubljali točko, se v zvezi z nekorektnim zapisom veljavnih mest se mi ne bomo pretirano ukvarjali, ker ni bistvo v tem. Ok, v redu. Se pravi, zdaj smo tele razdalje počedili. V redu, tako da super, ja, smo vse določili. Zdaj ti deli pa pač, ja, se lahko z njimi kaj poigrate doma, če so sploh smiselni. Ne vem, to sem jaz enkrat napisal, pa ja. Ok, hvala, Anže. Zdaj bi pa mi šli še čez predzadnji del današnjega predavanja, in sicer čez energijo v orbiti, a ne, ker mi smo zdaj pogledali krožne orbite, pogledali smo, da so orbite lahko tudi eliptične, parabolične ali pa hiperbolične, in pogledali smo osnovne zakone, torej Keplerjeve zakone, ki v teh orbitah veljajo, ki zadevajo njihovo obliko, ohranitev vrtilne količine, pa še povezujejo njihovo obliko z obhodnim časom. Zdaj bi pa pogledali zadevo še mogoče z malo bolj energetskega vidika. Torej, če si mi predstavljamo elipso in tukaj sonček in telo, ki kroži okrog Sonca. Moje prvo vprašanje bi bilo, definitivno to telo ima neko energijo. In zdaj vprašanje je, katere dve zvrsti energije se na svoj način pretakata, ko se telo giblje po elipsi, recimo okrog Sonca.
Andraž, tebe sprašujem. Se pravi, kateri dve vrsti energije imamo? Ja, kinetično in potencialno. Se pravi, imamo kinetično energijo in potencialno energijo. Zdaj, kinetično energijo izrazimo kot kakšna je formula, če imamo telo z maso M. Masa krat hitrost na kvadrat polovic. Takole. In zdaj potencialna energija, pa če se nahajamo, kaj pa vem, nekje tukajle, na razdalji mali r, koliko je potem potencialna energija? Masa krat gravitacijska konstanta z R. Z R, zdaj pa še pazimo, množimo še z eno Pa še- maso, ne? Še masa objekta. Še minus. Potencialna energija je po definiciji, kakršno srečate v standardni literaturi, negativna. Sicer pa se jo da tudi definirati kot pozitivna, sam je bolj prikladna kot negativna, bomo pa tudi v prikladnem videli, zakaj točno. Ker, se pravi, imamo dve energiji, kinetično in potencialno, in zanima nas skupna energija. Se pravi, kaj pa zdaj skupna energija? Se pravi, če mi seštejemo kinetični prispevek in potencialni prispevek energije, dobimo tukaj, se pravi, 1/2 mv kvadrat minus gm mali m z r, in to mora biti nečemu enako. Zdaj, dejstvo je, da v odvisnosti od tega, kakšne oblike je orbita, imamo različne vrednosti te skupne energije. Zdaj pa si dobro tole poslušajte. Se pravi, če je orbita eliptična, takrat je sistem vezan. In takrat mora biti skupna energija, se pravi, manjša od nič, če je sistem vezan. No, in koliko je takrat enaka? Skupna energija je takrat enaka minus gm lomeno z 2a, ker je a velika polos elipse. Če je orbita parabolična, potem je skupna energija enaka nič, to je nek mejni primer. In se pravi, takrat je 1/mv na kvadrat enako g veliki M ali M z R. Se pravi, v paraboličnih orbitah lahko dokaj enostavno iz recimo dane hitrosti ocenite, na kateri razdalji se v tej orbiti določeno telo nahaja. In če je bila v eliptični orbiti nek planet, če je bil vezan na telo in je imel skupno energijo manjšo od nič, to namreč to pomeni, se pravi, vezano telo ima skupno energijo manjšo od nič, potem bo pri hiperbolični zato bo v tem primeru skupna energija večja od nič, takrat, ko je sistem prost, ko temu rečemo, nevezan, in ta energija je enaka v bistvu istemu izrazu kot tukaj za eliptično, samo da s pozitivnim predznakom. Se pravi, gm mali m deljeno z 2. In tale torej skupek, tale okvirček, recimo temu za energijo, vam lahko velikokrat zelo pomaga. Zdaj bomo si še posebej malo ogledali specifične primere za tole, ampak ja, tako nekako to deluje. Se pravi, za eliptično orbito je skupna energija negativna, in sicer enaka g veliki M mali M lomljeno z 2a, za parabolično kar nič, za hiperbolično pa je skupna energija večja od nič, sistem je prost in skupna energija je gm mali M lomljeno z 2a, pozitivna. Takole. In zdaj lahko pogledamo energijo v posameznih orbitah konkretno. Se pravi, prvič imamo eliptično. Se pravi, če pogledamo, imamo kinetično energijo, pa potencialno energijo, in to ustreza, se pravi, energiji gm mali M lomljeno z 2a. In če bi iz tega radi izrazili hitrost, samo preprosto krajšamo maso, pa množimo recimo z 2, pa nam gre ta polovička preč, pa tukaj pride. No, in iz tega dobimo, da lahko hitrost izrazimo v na kvadrat kot 2gm lomljeno z r
plus 2gm lomeno z a, pa seveda tukaj ni plus, ampak minus. Ok, no in zdaj, če tukaj izrazimo kar hitrost, to dobimo pod korenom 2gm. Zdaj pa, ampak ker sam gm izrazimo, izpostavimo, dvojko pustimo, se pravi, tukaj bomo dobili 2 z r, pa minus 1 z a. Se pravi, kaj nam ta enačba realno pove? Če želimo določiti hitrost nekega objekta v eliptični orbiti, ki se nahaja na razdalji d, in je eliptična orbita opredeljena z velikostjo velike polosi a, potem na ta račun lahko začunamo hitrost v tej točki, ki jo torej dobimo s tem izrazom, in tej enačbi za hitrost pravimo enačba vis viva, kot jo boste zasledili v literaturi. Torej, pove vam, kakšno hitrost ima telo v poljubni točki na orbiti. Vi ste recimo do zdaj na kakšnih nalogah na šolskem državnem tekmovanju bolj reševali recimo ali krožne orbite ali pa kvečjemu perihelij ali pa alfhelij. S tako formulo lahko izračunate hitrost v poljubni točki eliptične orbite. Potem, druga možnost je pa recimo, da je orbita parabolična in zato smo rekli, da je skupna energija enaka nič. Se pravi, iz tega sledi, da je ena polovica mv na kvadrat enako g velike M mali m r in krajšamo m in iz tega lahko izrazimo v kot 2gm lomeno z r pod korenom. No, zdaj pa kdo bi znal povedati, kaj pa je ta izraz, kako še drugače srečamo izraz za to hitrost, kaj je to? To bi bila kar druga Ubežna hitrost. Ubežna hitrost, tako. Hitrost oziroma tudi pravimo druga kozmična hitrost. Se pravi, to je v bistvu po tej definiciji ubežne hitrosti, druge kozmične hitrosti, najmanjša hitrost, s katero moramo streljati z Zemlje, recimo, če gledamo tukaj konkreten primer za Zemljo, pa damo tukaj maso Zemlje, da zapustimo Zemljo. Zdaj, prva kozmična hitrost, ko smo že prej izračunali, za Zemljo je približno koliko? 8 km na sekundo. Se pravi, da telo kroži okrog Zemlje. Pol druga kozmična hitrost je približno, mislim, da 11,2 km na sekundo, se pravi, da ima telo dovolj veliko hitrost, da lahko zapusti eliptično orbito in se njegova orbita spremeni v parabolično, prelevi v parabolično in tako zapusti Zemljo. Torej, sistem ni več vezan, ampak rata prost. Torej, to je ta minimalna hitrost. Zato je ravno hitrost v parabolični orbiti enaka drugi kozmični hitrosti. No, zdaj pa gotovo vsi, ki ste tukaj, se spomnite tretje naloge šolskega tekmovanja iz astronomije. Kaj pa že, tretje, zadnje naloge, kaj pa že bila? O čem je govorila? Bežne hitrosti, ki bi jo imeli Zemlje, Ja, da bi Sonce bežalo. da bi bežalo Soncu. Se pravi, kako pa rečemo o tej hitrosti, če ni prva, druga, je potem tretja kozmična hitrost, ne? Zdaj, pri tej kozmični hitrosti morate ful paziti, kaj izpeljujete. Skratka, gre za minimalno hitrost, ki jo rabite, da zapustite Osončje. Če se Zemlja giblje okrog Sonca v tej smeri, denimo s hitrostjo 30 km na sekundo, kot poznate, potem gotovo verjamete, da je v bistvu najboljše, če vi, ti šmencti, če streljate v isto smer, kot se Zemlja giblje, se pravi tako, da boste kar najlažje zapustili torej Osončje, ker boste imeli že začetno štartno kinetično energijo zaradi gibanja Zemlje. Ampak to je treba posebej obravnavati. Se pravi, v prvem koraku morate gledati samo,
koliko energije glede na Zemljo, se pravi, zanemarite to, da se to karkoli giblje, mislim, ne zanemarite, ni bistveno. Torej, gledajte, glede na Zemljo, koliko energije rabi telo, da zapusti njeno gravitacijsko polje, saj efektivno. Se pravi, zapišite najprej tole kinetični prispevek minus gravitacijski, ker upoštevate pomer Zemlje, in to pač ustreza neki hitrosti v črta, recimo na kvadrat. In daleč stran od Zemlje, da to telo ne bo imelo potencialne energije v zvezi z Zemljo, ne. No, in potem na tak način dobite hitrost črta. In to telo, ko zapusti Zemljo, se giblje s hitrostjo v črta glede na Zemljo. Se pravi, če se Zemlja giblje sem s hitrostjo v nič, se pravi, to je 30 km v sekundo, pa še mi se gibljemo sem s hitrostjo v črta, ampak glede na Zemljo. Se pravi, se realno to naše telo glede na fiksno osončje giblje z večjo hitrostjo, in sicer s hitrostjo v črta plus v nič. A ne? In ta hitrost v črta plus v nič mora biti dovolj velika, da vi zapustite osončje. Se pravi, v črta plus v nič mora biti enako drugi kozmični hitrosti iz osončja, to je pa, se pravi, 2G masa Sonca deljeno z Zemlje, se pravi, astronomska enota pod korenom. Tole mora veljati, ne. In potem, če vse te korake, ki smo jih tukaj naredili, povzamete, morate dobiti, če se jaz nisem v tem kaj zmotil, seveda se to hitro zgodi, da je tretja kozmična hitrost enaka, se pravi, Gm Sonca z oddaljenostjo, pa tukaj imate koren 2 minus 1 na kvadrat, plus 2Gm Zemlje vlomljeno z R Zemlje. Tako. In če vstavite podatke, samo da mislim, da pridete do približno 16,7 km v sekundo za pobeg Zemlje in osončja. Okej. No, zdaj pa bi še eno stvar načeli, in sicer, kar se energije tiče, virialni izrek. Zdaj pogosto v literaturi boste zasledili virialni teorem, se pravi teorem, ampak jaz ne vidim razloga čisto, zakaj bi morali eno tako, torej tujko, kot je teorem, zakaj ne bi mogli nadomestiti z lepo slovensko besedo, ki se ji reče izrek, tako da bomo temu rekli kar virialni izrek. In ta izrek se tiče se tiče energije, recimo nekega telesa v orbiti, velja tudi širše, recimo za sisteme teles, pa vendarle, se pravi, no, pa zdaj mogoče bi lahko to pogledali čisto konkretno na krožni orbiti, da si lažje predstavljamo. Se pravi, če imamo krožno orbito s polmerom R, pa dajmo zdaj zapisati vsoto kinetične pa potencialne energije. Se pravi, skupna energija je enaka 1/polovica mv kvadrat minus G veliki M z mali m vlomljeno z R. Zdaj tole je veliki M, to je mali m, pa to se giblje s hitrostjo v. To je skupna energija in zdaj še upoštevamo pogoj za kroženje, se pravi, da je mv na kvadrat z R enako G m mali m z R na kvadrat in iz tega sledi, da je V na kvadrat enako G m vlomljeno z R. Če to sem vnesemo, dobimo, da je ta skupna energija krožne orbite 1/polovica m G m vlomljeno z R minus G m vlomljeno z, krat m vlomljeno z R, in to pride lih minus 1/polovica G veliki M mali m z R. Kaj smo se pravi s tem ugotovili? Prvič, ugotovili smo, da je kinetična energija, to je ta del tukaj, ne? Torej, kinetična energija, če jo izrazimo s tem pogojem, je v bistvu enaka podobno kot potencialna energija, samo da je različna v predznaku, ker tukaj imamo potencialno z minusom, ta kinetična je pa pač pozitivna. Pa še zraven imamo faktor 1/polovica. Torej, kinetična energija je v tem primeru enaka kar minus 1/polovici potencialne.
In če potem zapišete, koliko je pa celotna energija je pa kinetična pa potencialna skupaj. Kinetična je ena polovica, torej minus ena polovica potencialne, pa še potencialna, se pravi, je to enako ena polovica potencialne. Torej, to pomeni, da celotna energija je enaka polovici potencialne energije po velikosti. In to ugotovitev, ki smo zdaj za krožne orbite izpeljali, v resnici velja tudi za splošne eliptične, se pravi za vezane sisteme. Velja realni izrek, ki pravi, da je skupna kinetična energija ali pa notranja energija enako minus ena polovici skupne potencialne energije. In ta izrek vam velikokrat prav pride, če hočete zapisati kakšno za orbito, za zvezdno kopico, za karkoli. Konec koncev tudi recimo tisto mejno maso oblaka, iz katere lahko zvezda nastane, izpeljete potem iz tega lahko izraza Jeansovo maso, skratka, vsem tukaj vam pride prav realni izrek. Tako, ne. In tudi iz tega izraza, lahko, kar smo gor delali, razberete, da ta zadeva velja. Ne samo v krožnih, ampak tudi v eliptičnih orbitah. V redu. No, zdaj pa smo v resnici vse predelali. Imamo še pol ure za to, da rešimo še kakšno nalogo. In sicer ta naloga je Keplerjev problem. Naloga je kar mogoče malo naporna, ampak je pomembno, da jo poznate. Se pravi, zdaj bom nekoga poklical, da mi pomaga. Se pravi, lahko bi poklical Marijo Judež, recimo. Ja. Okej, Marija, živjo. Dajva mi to tretje. Se pravi, imava midva neki planet, ki se giblje okrog zvezde z maso 5x10, se pravi, rečeva, da bo to nek velik M, 5x10 na 31 kilogramov, takole. In ko je ta planet na razdalji R0 6,3x10 na 9 metrov od zvezde, se pravi nekje tukaj, R0, ima hitrost, ta hitrost je pravokotna na tole orbito, takole. Hitrost, se pravi 20 kilometrov na sekundo, pa R0 smo rekli, da je 6,3x10 na 9 metra. Okej. No, in tega dva vektorja, se pravi radij vektor, ki opisuje lego telesa v orbiti na tejle točkici, ta hitrost oklepata kot phi, ki znaša 60 stopinj. In zdaj naju zanima, koliko je minimalna in maksimalna oddaljenost planeta od zvezde, se pravi v bistvu razdalja v periheliju pa razdalja v afeliju, sta tisti, ki naju zanimata. Okej, zdaj pa, kako bi se mi od tega lotila? Zdaj, glede na to, da je kot, bomo rekli, da je polarna enačba x. Ja, razumem. Mislim, ampak ta kot načeloma ni kot med, torej, ker po polarnih koordinatah imamo specifično kote med, torej med tole zvezdnico, med goriščema recimo, pa med radij vektorjem. Ampak to je pa kot med hitrostjo pa med radij vektorjem. Se pravi, to ni nujno isti kot, čeprav mogoče se zdi, da je, ampak ni, ne, tako da, ja, ampak midva bi rada, se pravi, midva veva razdaljo v neki točki in veva tudi hitrost v neki točki, kar realno pomeni, da veva tudi energijo v tej točki, se pravi kinetično in potencialno. In, ja, no, in zanima naju pa v bistvu razdalja v periheliju pa v afeliju. In v resnici lahko izhajava iz kakšnih ohranitvenih zakonov. Ohranitev vrtilne količine. Tako, prva stvar, ki bi se ohranila, ker ni nobenih zunanjih sil oziroma nobenih zunanjih navorov, je vrtilna količina. Druga stvar, ki se ohranja v tem sistemu, je pa Energija. energija, ne. In zdaj napišemo lahko obe dve te enačbi.
prvem, se pravi, da se ohranja vrtilna količina. Okej. Zdaj tako, okej, Marija, koliko je vrtilna količina v točki, za katero podatke poznamo? Se pravi, masa tega telesa krat hitrost krat R krat, se pravi, sinus kota, ne? Ja, takrat, ko smo govorili o velikosti vrtilne količine, smo povedali, da če vektorja R nič pa V nič nista pravokotna, potem je treba upoštevati pri velikosti vrtilne količine še ta sinus kota med tema vektorjema. Tako da ja, tukaj imamo še sinus fi. Okej, to je vrtilna količina v tej točki in mora biti očitno enaka, tako da to mora biti enako mv krat R, pri čemer je to recimo čist brez škode za splošnost hitrost v periheliju, pa R razdalja od Sonca v tej točki. In če krajšamo M recimo, potem dobimo, da je V nič R nič S sinus fi V krat R, oziroma vemo, da je V krat R neka konstanta. Rečemo C, samo tako pač, ne vemo, da je to nekaj konstantnega. V redu. To je kar v redu povezava, ampak ni pa dovolj. Se pravi, rabimo še nekaj o energiji vedeti. Zapišemo, se pravi, še ohranitev energije. Okej, Marija, kaj bo zdaj velja? Torej, masa hitrost nič na kvadrat polovic Ja, minus G velika masa, mala masa, lomljeno radi nič. tako, ja. Se pravi, to spet nekaj konstanten, ena energija, lahko bi rekli E nič ali pa nekaj, ja, okej, je enako. Se pravi, minus G masa, masa, lomljeno z 2A. Tako, se pravi, to je minus G, velika masa, mala masa, lomljeno z 2A, če gledamo skupno energijo, oziroma, če gledamo čisto za poljubno točko, lahko rečemo, da je to pač kar enako neki energiji, se pravi, ena polovica mv na kvadrat minus G m lomljeno z R, se pravi, za poljubno točko, a ne. Se pravi, V nič pa R nič sta fiksni, V pa R sta pa torej vezani na poljubno točko. Okej, zdaj imamo dve zvezi. Prva vam pove, da je V krat R konstantna, druga je pa ta zveza. Zdaj, Marija, kako bi midva dobila recimo razdaljo v periheliju v zvezi s tem? Čim bolj direktno. Trenutno ne vidim čisto. Ja, zdaj, tole kljub temu, da tukaj izgleda mogoče kot uporabno, da skupno energijo zapiševa, mogoče mislim, da bolj direkt prideva, če samo tole gledava, se pravi, da gledava energijo v poljubni točki, a ne. Tole. Ker, se pravi, recimo, da smo to levo stran enačbe označila z E nič, se pravi, E nič, je enako ena polovica mv na kvadrat minus G veliki M mali M z R. In midva veva, da je V krat R enako neki konstanti. Se pravi, midva lahko namesto v tej enačbi piševa, da je V enako C vlomljeno z R. In kaj dobiva? Dobiva, da je E nič enako ena polovica M C vlomljeno z R na kvadrat minus G M vlomljeno z R. Okej? Ja, zdaj, kakšna bo pa to enačba oziroma katera enačba bo tole, če jo preuredim, če množim recimo tole z R na kvadrat, kaj bo pa šlo? Torej, tako je prvi zakon najbrž. Kako? Torej, kvadratna enačba bo to, ne? Ja. Se pravi, imava E nič krat R na kvadrat plus G M mali M krat R minus ena polovica M C na kvadrat, tole bo nič. No, in zdaj potem ve se, da, se pravi, zdaj iščemo rešitve za R, ve se, da se to reši kot minus, se pravi, ta koeficient tukaj označimo z A, ta koeficient tukaj z B, ta tukaj z minusom vred seveda s C, in dobimo, da je R minus B plus minus koren B na kvadrat minus 4 krat A krat C lomljeno z 2A.
Zdaj ta E0 poračunate direktno iz danih podatkov, pa pač M se vam še prej krajša, tako da glede tega M se ne rabite sekirati. M veste, G veste, C pa tudi veste, koliko je, ne, ker to je v resnici vsa vrtilna količina. Tako, ne. Okej. Vrtilna količina deljeno z maso, se pravi specifična vrtilna količina v tem primeru. Ja, no, in iz tega potem direkt, ko te podatke poznate, lahko določite razdaljo v dani točki. Zdaj, kaj pa je dana točka? Ja, zanima vas v resnici točka, v kateri imamo perihelij ali pa afelij. In gledali smo torej trenutek, ko je ta hitrost, torej vektor hitrosti pravokoten na radiovektor in takrat imamo tukaj sinus 90 stopinj oziroma 1, ne. Se pravi, s tem, ko bomo to enačbo rešili, bomo avtomatsko dobili razdaljo v periheliju ali pa afeliju, bosta pa rešitvi seveda dve, najbrž, ker je pač enačba kvadratna, pa še zato, da bomo dobili eno za perihelij pa eno za afelij. Ker dvakrat se nam zgodi, da je radiovektor oziroma da je hitrost pravokotna na radiovektor. Tako, ne. Zdaj številk čisto točno to ne bi vstavljali, ampak samo tako, da poznate ta primer. Se pravi, če dobite neko točko določeno s hitrostjo in oddaljenostjo od Sonca, zvezde, pol orbito na splošno določite z ohranitvijo vrtilne količine in ohranitvijo energije. Lahko vam povem eno zgodbo, da so na Madžarskem dali na izbirno tekmovanje enkrat to nalogo, ampak jim tega sploh niso povedali. Skratka, so jim samo pač dali to nalogo in pač pričakovali od njih, da to rešijo. Oziroma niti ne na izbirno, na šolsko tekmovanje so jim to dali. In seveda so bili rezultati na tej ravni, torej šolsko tekmovanje, zelo slabi in je imel najboljši tekmovalec 60% možnih točk. No, ampak saj ni samo ta naloga za to kriva. Ampak dejstvo je, da pri tej nalogi se lahko velikokrat zafrkne, zato ker je samo toliko velikega računanja, da se človek pač zmoti. Ampak ko enkrat veš, da v resnici sta vedno za silni izhod energija oziroma ohranitev energije pa gibalna, torej vrtilna količina, pol je v resnici to, kar morate vedeti. Za zadnje bi pa mi še pogledali si kakšen primer iz Hohmannovega prehoda. Zakaj gre? Torej, včasih je stanje tako, da smo mi recimo, torej, predstavljate sonček, pa je Zemlja okrog, torej kroži okrog Sonca po približno krožni orbiti in na neki točki bi mi radi poslali neki satelit v neko višjo orbito, recimo na Mars, tako, z večjim radijem. In kako to lahko naredimo? Zdaj, možnosti je več. Ena izmed bolj enostavnih je recimo ta Hohmannov prehod, se pravi, tako, ki sledeče pravi. Vic, jaz sem ti drugače skico poslal, tako da se ne rabiš matrati z risanjem. Simon, sorry, pa dajmo to Simonovo skico uporabljati. A si jo the best. Hvala, Simon. To sem spregledal, ja. Okej, se pravi, tole bo zdaj še veliko bolj slastno karkoli napisati. Se pravi, evo, takole. Smo recimo na tejle orbiti 1 in bi radi prišli v orbito številka 3. In to naredimo tako, da v neki točki, torej na neki satelit ali karkoli že, oziroma vesoljsko plovilo, ustvari neki sunek, neki impulz, s katerim si poveča hitrost in tako svojo hitrost poveča do te mere, da rata skupna energija takšna, da se orbita iz krožne spremeni v eliptično. Kot smo že prej povedali, se pravi, oblika orbite posameznega telesa je odvisna od njegove skupne energije. In če na neki točki si
telo poveča energijo s tem, da vklopi motorje recimo, poveča si kinetično energijo na ta način, potem se bo tudi oblika orbite na tak način spremenilo. In ja, recimo, ne, se pravi, če hitrost spremeni za delta v ena, jo malo poveča in potem ta orbita rata eliptična, po kateri pluje. In potem pluje po tejle orbiti, takole v tej smeri, se prepusti užitkom in hudobijam življenja in potem na neki točki pride do te točke na povsem nasprotni strani od začetnega izhodišča. In tukaj se preprosto odloči, da ponovi svojo potezo, se pravi, zdaj ustvari še neki dodaten impulz, še enkrat vklopi motorje, da spremeni svojo gibalno količino, sunek sile, kakorkoli že, še malo poveča hitrost, tako da bo skupna energija ustrezala energiji krožne orbite s pomerom 2R. In potem je tukaj gor. Tako nekako to izgleda, ne. Se pravi, gre samo za to, da neko plovilo spremeni svojo hitrost in na podlagi te spremembe hitrosti govorimo o tem, da se je orbita spremenila. Zdaj pa poglejmo, se pravi, bistvena enačba, ki smo jo imeli pri eliptičnih orbitah, je bila enačba vis-viva, ki je pravila, da je, se pravi, lahko izhajamo kar še enkrat iz energijskega izreka, da je tanele izraz enak minus gm mali m lomeno z 2a, pokrajšamo male mase in dobimo, da je hitrost na kvadrat enaka se pravi gm, pa potem tukaj bo 2 z r minus 1 z a. Takole. Se pravi, zdaj tole nam pove v resnici nekaj o obliki orbite v povezavi s hitrostjo. No, in zdaj, če gledamo orbito, se pravi krožna orbita s polmerom R1. Na tej orbiti se telo, recimo vesoljsko plovilo, okoli nje v osnovi, če ni nobenih posebnih uspeškov, motorjev, giblje s tako hitrostjo, ke recimo Zemlja, če je na tej razdalji, se pravi, s prvo kozmično hitrostjo zgolj kroži in to ustreza hitrosti gm Sonca lomljeno z R1. Tako. Ampak zdaj pa druga stvar, ne. Koliko hitrost bi pa moralo imeti, torej zdaj gledamo za tole telo, ne, če kroži po krožni orbiti. Ampak vprašamo se pa, koliko hitrost bi moralo imeti to telo, če bi mi želeli, da bi se gibalo v tej točki po eliptični orbiti, ki bi izgledala takole. Se pravi, eliptična orbita, ki povezuje prvo in drugo orbito, takole, taka prehodna orbita, ki recimo, da jo označimo veliko polos z A in velja, da je tale A R1 plus R2 polovic, ne. Okej. No, in zdaj to hitrost v tej točki lahko izračunamo kar iz enačbe vis-viva. Koliko mora biti ta hitrost, če hočemo, da je orbita eliptična. Se pravi, V2 je potem enako gm, 2 vlomljeno z, se pravi, naprej je na razdalji R1, minus 1 z a, a je pa R1 plus R2 polovic. Tako, ne. Se pravi, V2 je, zdaj to še lahko malo preuredimo, dvojkico izpostavimo, ker tale dvojkica pride sem gor, to prečrtamo, takole. Imamo potem, se pravi, 1 z R1 minus 1 z R1 plus R2. Tole je pa, ja, no, saj mogoče damo na skupni imenovalec, se pravi R1 plus R2, tukaj imamo pa R1 plus R2 minus R1, kar v resnici pomeni, da imamo za V2 2gm R2 z R1 plus R2. Če se nisem zmotil, pa to vse skupaj vržemo pod korje. Se pravi, to je ta hitrost, ki jo mora imeti telo v krožni orbiti, v eliptični, pardon. In če želi vstopiti v to prehodno eliptično orbito, mora preprosto
motorje vklopiti na tak način, da bo sprememba hitrosti ustrezala spremembi hitrosti, torej razliki hitrosti med hitrostjo 2 in hitrostjo 1. Se pravi, imamo ta izraz, se pravi 2gm R2 z R1 plus R2, pa še minus, torej tale gm lomeno z R1. Tako nekako bi to moralo izgledati. Ja, pa se pravi, ta masa tukaj je seveda masa Sonca, tako da ne bo kakšnega nepoenotenja v zvezi z oznakami. Okej, ja. No, in zdaj se pravi, to je ta sprememba hitrosti, ko jo mora plovilo doseči, da vstopi v prehodno orbito. Potem potuje pol svoje periode do te nasprotne točke v afeliju in ima neko drugo hitrost. Se pravi, zdaj moramo najprej izračunati, kakšno hitrost sploh ima. Se pravi, to bo recimo neka hitrost v3, ki je enaka kar z enačbe vis-viva, se pravi, enačba vis-viva pravi, da je ta hitrost na kvadrat enaka gm2 lomeno z r, se pravi, ta r je v tem primeru razdalja 2, a ne? Minus, se pravi, polovička vsote razdalj, se pravi, 1 lomeno z R1 plus R2 polovičk. In zdaj iz tega lahko izračunamo, da je V3, zdaj to bo podoben kot prej, se pravi 2gm Sonca in potem pa, se pravi, R2, R1 plus R2. Tukaj bo R1 plus R2, tu pa minus R2 in se nam bojo teli členčki poodšteli. In bomo dobili 2gm Sonca R1 z R2, R1 plus R2. Tako, okej. No, v redu, se pravi, to je ta hitrost v točki afelija, v tej točki. In zdaj vprašamo se, za koliko moramo hitrost spremeniti, da vstopimo v krožno orbito s pomerom R2. Ja, zdaj to recimo naj bo hitrost v4, se pravi, hitrost telesa v krožni orbiti s pomerom R2 je pa kar gm Sonca deljeno z R2. In v tej točki afelija prehodne orbite mora satelit spremeniti svojo hitrost z delta L V2, kar ustreza V4 minus V3. No, se pravi, V4 je gm0 deljeno z R2 minus V3 je pa tukaj izražen, se pravi, pod korenom 2gm0 R1 lomeno z R2, R1 plus R2. Takole. In zdaj, mislim, načeloma lahko to še malo kakor poenostavimo, izpostavimo. Se pravi, tole je pod korenom gm Sonca z R kvadrat, pa vzpostavimo 1 minus 2 R1 seveda tole je R1 plus R2, takole, ne. Okej, ja, se pravi, če še enkrat povzamemo, imamo telo v krožni orbiti, enkrat spremenimo hitrost, telo vstopi v eliptično orbito in čez pol periode še enkrat spremenimo hitrost in telo vstopi v novo krožno orbito. In tako pridemo nekam ven, torej na neko orbito z večjim radijem. In lahko se še vprašamo, recimo, koliko časa naše telo potuje od točke, recimo naj bo to A do točke B, koliko časa to traja. Ja, to je glih polovica periode gibanja telesa po tej elipsi, po tej prihodnji orbiti, ki pa jo lahko določimo iz torej tretjega Keplerjevega zakona. Se pravi, če napišemo zakon, da je a na 3 lomljeno s nič na kvadrat enako gm lomljeno 4pi na kvadrat, pa upoštevamo, da je a R1 plus R2 polovic, potem iz tega izrazimo obhodni čas, da je ta nič pod korenom a na 3 4pi na kvadrat lomljeno z gm Sonca, oziroma tole, če poenostavimo, je
2pi pod korenom a na 3 vlomljeno z gm sonca, takole. Ampak naš čas prehoda, se pravi, T0 je čas, ki ustreza od A pa cel obrat okrog pa do A. Če nas pa zanima samo čas od perihelija do afelija, pa vzamemo polovico tega. Se pravi, čas prehoda v tem primeru je T0 polovic, je kar pi a na 3 g masa sonca. Takole. Ja, zdaj tukaj sicer je naloga, mislim, da za luno, ali kako že, ali pa ni specificirano, ja. Se pravi, razdalja apogeja je nad 3-kratni razdalji perigeja. No, in se pravi, veste, da je R1, če je to za perigeja, ne, je to 1/3 razdalje v apogeju in to upoštevate v enačbah spodnjih. Tako da ja, in potem v resnici s tem operirate. Glavni koncept je pa v resnici samo v tem, da se zavedate, da vi obliko orbito spremenite s tem, da spremenite njeno energijo, in to najlažje naredite s tem, da spremenite svojo hitrost, torej svojo kinetično energijo. In če to dvakrat v pravih trenutih naredite, se lahko iz krožne orbite s pomerom R1 spravite v krožno orbito s pomerom R2. In imate še par takih nalog tudi med nalogami, ki sem vam jih pripravil za vajo. Med njimi je tudi, če tukaj pogledate, ena naloga, ki je iz astronomskega tekmovanja 3 dežel 2021, na Madžarskem je bilo v Baji, bilo je v resnici tudi več kot 5 dežel, no, in, ke 3 dežele, skratka 5 dežel je bilo. No, in tale naloga je taka dolga v Hohmannovem prehodu, kjer imate v resnici vas počasi vodi, da vse te izraze, ki sem jih zdaj že napol torej zapisal, sami izrazite in potem torej pride še do kakšnih nadaljnjih ugotovitev. Tako da tole dolgo nalogo vsekakor priporočam, da jo rešite. Je bila pa rešitev te naloge objavljena tudi v enem Presekovem članku v lanskem šolskem letu, tako da to lahko tudi pobrskate v torej arhivih izdaj revije Presek. Tako da ja, okej. Jaz predlagam, da s tem zaključimo današnje srečanje. Če ima kdo še kakšno vprašanje, seveda lahko poskusite, in bomo pač odgovorili, če bomo znali. Sicer pa se vidimo naslednji teden, mislim, da naslednji teden bo Simonova runda, tako da bo naslednje priprave Simon vodil, mislim, da v zvezi z obdelavo podatkov, tako da ja. Tako nekako, no. Če kakšno vprašanje, samo povejte, če ne se pa poslovimo. Okej. Sklepam, da ni posebnih vprašanj. Na Discord bom danes oziroma jutri, odvisno, objavil zapiske in naloge, tako da boste lahko še enkrat pogledali, kaj smo danes delali. Uživajte, bodite dobro, pripravljajte se na Meseja, žal nam opazovanje čez vikend zaradi vremena ni uspelo. Pa tako, no. Se slišimo, se vidimo. Srečno. Adijo. 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 Hvala, Dija.